Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Katja Škopin-Kokošar, prihajam iz založbe Didakta, ker sem urednica. Na založbi Didakta izdajamo zelo raznovrsten književni program, to se pravi knjige za otroke, knjige za mladino, pa potem seveda tudi odrasle poslovje, pa priročnike za odrasle. Začela bom s knjigami za otroke. Pred 2 oziroma 3 tedni je ravnokar izšel nov naslov v zbirki O dveh pujsih, Bibi in Gusti, slovenske avtorice Ide Mlakar Črnič s čudovitimi ilustracijami Kristine Krhin. V maju pa potem napovedujemo že novo slikanico, in sicer gre za litovsko slikanico z naslovom Bambušček je počasen, ki je nekako primerna za otroke stare od 3 do 7 let. Gre pa v bistvu za slikanico o pandi, ki je najpočasnejši panda med vsemi svojimi prijatelji, vedno je povsod zadnji, ko kupi sladoled, preden ga poje, se ta že stopi, potem za 8. marec kupi rože svoji mami, pa jih potem podari šele za Božič. No in skratka, nekega dne mali panda zamudi na tekaško tekmo in ko se zbudi, ugotovi, da nihče od njegovih prijateljev še ni prišel na cilj. In ko jih gre iskati, da so vsi popadali v luknjo, iz te luknje jih on potem tudi reši, kar pomeni, da ta njegova vrlina, počasnost, mogoče včasih pride tudi prav, no za nameček pa potem na koncu še ugotovi, da mu ta počasnost pride prav tudi pri igri dženge, kjer je prvi med svojimi prijatelji. Spodaj potem vidite naslovnico turške slikanice, Vrtiljak, izredno aktualna slikanica, ki obravnava teme, kot so begunstvo, enakost, enakopravnost. Nominirana je bila tudi za najboljšo turško ilustrirano otroško knjigo. Zgodba pa gre pa v bistvu za to, da se v slikanici tečeta 2 vzporedni zgodbi. Ena je zgodba mame pa sina, ki zapustita svojo hišo v pričakovanju lepega dne, druga je pa potem zgodba očeta pa njegove hčerke, ki pa zapustita svoje domovanje, da bi si izborila priložnost lepših dni, da bi našla nek prostor brez vojne, kjer bi lahko živela v miru. In potem v bistvu skozi te vzporedni zgodbi otroci ugotovijo, da so pravzaprav vse družine, ne glede na to, kje na svetu so si med seboj precej podobne, da imajo starši podobne skrbi, da otroci svet doživljajo enako in konec pa je nekako tako simboličen, ko se obe družini znajdeta na vrtiljaku, ki se vrti in ki ponazarja tudi enakost vseh ljudi na svetu. Zbirko Drobižki sem prepričana, da že zelo dobro poznate. Doslej je v njej šlo že 24 naslovov, izhaja že približno 20 let tukaj v Sloveniji. No, letos smo se pa odločili, da bomo pa izdali 6 naslovov, ki pa so nastali na podlagi serije, ki se trenutno vrti tudi na RTV Slovenija, gre za serijo Vrtne prigode, morda jo poznate. Skratka, v teh 6 knjižicah nastopajo potem nekateri junaki iz osnovne zbirke Drobižki, nekaj je pa tudi novih. Prevod je opravila Lenka Gložančev, gre za res tak humoren, topel jezik, zgodbice so tako iskrive, zabavne, obenem pa obravnavajo tudi teme, kot so tekmovalnost, pa potem sočutje, nesamozavest pa izločenost. Vseh 6 naslovov bo šlo v maju.
Pred leti je didakta že izdajala naslove v zbirki Geronimo Stilton. Gre za svetovno uspešno serijo o mišku, ki ga vidite tudi na obeh naslovnicah. Geronimo Stilton je seveda domnevni avtor vseh teh knjižic. V resnici se pa za imenom skriva italijanska avtorica Elisabeta Dami. Geronimo je glavni urednik založbe v Mišegradu, na Mišjem otoku. In vse, kar si v svojem življenju želi, je pluti mirno naprej. No, ampak zaradi svoje sestre, bratranca in pa nečaka se vedno znova zapleta v neke nore dogodivščine. Letos v jeseni bosta tako izšla dva nova naslova, potem pa še v naslednjem letu še 4, 2 spomladi pa 2 jeseni. Na levi pa vidite naslovnico poučne knjige Pametna znanost za stare od 7 pa do 107 let. Gre za knjigo, ki je v Franciji dobila tudi nagrado za najboljšo poučno otroško knjigo leta 2015. V njej koncept knjige je pa zasnovan tako, da je sestavljena iz vprašanj, ki so jih francoski otroci na nekem francoskem portalu zastavili novinarjem in te so potem na ta vprašanja odgovorili s pomočjo znanstvenikov pa strokovnjakov. Velik plus te knjige se mi zdi so pa tudi humorne, zabavne, take čisto francoske ilustracije, pa potem tudi te oblačke, ki so tudi tukaj na naslovnici, ki prinašajo neke take humorne vložke, besedne igre, ki spominjajo na strip. Stripi so trenutno zelo aktualni, no in predlani sta pri Didakti smo izdali prva 2 naslova v seriji o najstrašni deklici Hildi, Hildo in Trola, pa Hildo in polnočnega velikana. Polnočni velikan je bil tudi nominiran za najboljši slovenski otroški strip za nagrado Zlati repec. Letos bomo pa izdali 2 nova naslova, Hildo in ptičjo parado, pa Hildo in črnega psa. Stripi so tudi v svetu izjemno popularni, na podlagi njih je Netflix ustvaril tudi serijo. Prejeli so številne nagrade po vsem svetu. Prednost teh stripov se mi zdi pa seveda izjemno kvalitetna risba, pa potem ves ta magičen svet daljnega severa z nekimi magičnimi, mitološkimi bitji, junaki, s katerimi se glavna junakinja ves čas srečuje. Pri otroškem leposlovju bo v maju izšla kratka zgodba Luka Slamčič Zabija. Gre za prevod litovske knjige, prevod je opravil Klemen Pisk. Gre pa v bistvu za knjigo, ki se nam zdi zelo primerna za bralce, ki jih zanima košarka, ki je nasploh precej popularna ta trenutek v Sloveniji zaradi Luka Dončića pa vseh ostalih. No, ampak v bistvu ta zgodba ima morda malce drugačen konec, kot bi pričakovali. To se pravi, Luka Slamčič si na svetu najbolj želi, da bi postal slavna košarkarska zvezda, ampak živi v zelo skromnih razmerah s svojim očetom, poleg tega pa še ni ravno dober v košarki, kadar igra tekme, vedno nekje povzroči, da njegova ekipa izgubi. No, ampak nekega dne se pa potem to spremeni, reši tekmo, njegova ekipa zmaga in povabijo ga
k temu, da se pridruži slavni ekipi z nekim slavnim trenerjem. In ko se to res zgodi, ko pride tja, potem Luka ugotovi, da ni čisto vse tako, kot bi moralo biti, oziroma kot si je predstavljal. In na koncu tudi spozna, da mogoče biti najbolj slavna oseba, najbolj slavna košarka na svetu, ni tisto, kar bi si vsak izmed nas zares hotel želeti, da prinaša tudi mi vse to. Na levi strani pa imamo mladinski roman francoske avtorice Marie-Aude Muray. Gre za zelo priznano avtorico otroške in pa mladinske literature. Prejela številne nagrade, med drugim je tudi nosilka priznanja Legije časti. Rešitelj in sin, prva sezona, je prva knjiga v seriji 6, v kateri je glavni junak otroški psiholog Saint-Yves, ki v svoji ordinaciji sprejema mladostnike z različnimi problemi, kot so samopoškodovanje, potem razne odvisnosti, močenje postelje. No in v bistvu Saint-Yves jim skuša seveda skozi terapije pomagati, obenem pa tudi sam bije neko osebno bitko doma, ker mu je pred kratkim umrla njegova žena in mora v bistvu zaradi tega tudi nuditi oporo svojemu sinu, ki seveda doživlja travmo zaradi tega. Pred kakšnim mesecem je izšla tudi zbirka zabavnih zgodb Mega Glavce, slovenske avtorice Anite Zupanc. V knjigi je zbranih, to se pravi 5 zabavnih zgodb. Glavna oseba je Svit oziroma Mega Glavca, kot si pravi sam. Svit je tipičen 12 oziroma 13-letnik, misli, da je najpametnejši, da starši ničesar ne vedo, odrasli mu gredo na živce, no, ampak potem v bistvu v vsaki zgodbi se izkaže, da misli, da je pametnejši, kot je pa v resnici in da mu manjka tudi nekatere življenjske izkušnje. Zgodbice so zelo zabavne, veliko je igranja z jezikom, ilustrirala jih je pa Tina Perko in tudi v bistvu ilustracije so nek pomemben doprinos k samim zgodbam. Potem pa v maju pa napovedujemo tudi prvi del izvirne slovenske serije mladinskih romanov izpod peresa znanega slovenskega psihologa, ki nastopa pod psevdonimom Krister P. Jansson. Jan Pančur in Testeninska zarota je znanstveno-fantastična zgodba, v kateri se glavni junak odloči, da bo rešil Zemljo pred zlobno znanstvenico, ki skuša zasužniti Zemljane in jih odpeljati na drug planet. Avtor ilustracij je pa Juri Engelsberger, tudi večkrat nagrajeni ilustrator. Potem didakta že zelo dolgo v sodelovanju z ZRC SAZU izdaja tudi zbirko Zakladnica slovenskih pripovedi. Ravnokar je šel v tisk nov naslov Živali in rastline v slovenskih prigovorih. Izbor je naredila dr. Saša Babič z ZRC SAZU. Pregovori pa so potem opremljeni z ilustracijami Izarja Lunačka. No, zdaj pa nadaljujemo z odraslim leposlovjem oziroma odraslo literaturo. Najprej bi omenila 2 naslova, ki sta pravkar izšla. Prvi je roman Unterstadt, hrvaške avtorice Ivane Šojat. Lani je že izšel roman Ezan. No, v Unterstadtu pa pisateljica predstavi, zgrne zgodbo 4 generacij žensk nemške manjšine v Osijeku,
natančneje v predelu mesta, ki se imenuje Dolnji grad oziroma Unterstadt po nemško. Gre v bistvu za to, da avtorica skuša predstaviti usodo družine, mesta, države, skratka žensk, ki se skozi vso to zgodovino borijo za obstoj svoje družine, medtem ko njihovi moški bijejo neke jalove bitke pa brezmiselne vojne. Avtorica bo tudi gostja festivala Fabula 6. aprila. Na desni je pa ženske, na katere mislim po noči, finske avtorice Mie Kankimäki. Gre za knjigo, ki je nek preplet biografij 10 žensk iz zgodovine, ki so za časa svojega življenja spreminjale svet, živele neobičajna življenja, bile na primer renesančne slikarke v Firencah ali pa v 19. oziroma 20. stoletju prepotovale svet, to se pravi v času, ko naj bi ženske ždele doma pa skrbele za družino. No, in to se pravi, na eni strani imamo te biografije, na drugi strani pa potem neke vrste potopisni dnevnik avtorice, ki se je po svetu podala po sledih teh žensk in skozi zgodbo se ves čas sprašuje o tem, prvič, kaj naj ženska brez otrok, stara 40 let, sploh počne v svojem življenju oziroma kaj bi lahko počela, po drugi strani pa skuša razrešiti tudi vprašanje, zakaj so ženske imele take težave v preteklosti s tem, da niso mogle živeti življenja, kot so si same želele. Lani smo začeli tudi z neke vrste novim žanrom, humornih detektivk. Oddelek za občutljive zločine je bil prvi naslov britansko-zimbabvejskega avtorja Aleksandra McCalla Smitha. Letos bo izšel drugi del serije o detektivu Ulfu Vargu, Nadarjeni gospod Varg, v katerem se bo on soočil z primerom izseljevanja zloglasnega pisatelja Nilsa Persona Sederstroma. Gre v bistvu za žanr skandinavskega blanka, kot ga poimenuje sam pisatelj, to je izvirni literarni žanr, za katerega so značilni nenavadni kriminalni primeri, vsebuje zločine, zločince, ki običajno ne najdejo svojega prostora v časopisih ali večernih poročilih. Na levi strani je pa marovska detektivska druščina Roberta Thorogood'a. Thorogood je pa britanski pisatelj, scenarist, morda najbolj znan po TV seriji Smrt v raju, ki se mislim, da ta trenutek še vrti na Fox Crime-u. V marovski detektivski druščini, ki je napisana nekako v maniri romanov Agathe Christie, se 3 starejše ženske lotijo razreševanja umora. Kako se bo razpletlo, pa si preberite sami. V zbirki klasičnih kriminalk bo poleti šla Slepa pega, svetovno znane avtorice Paule Hawkins. Napisala je Dekle na vlaku, kar zagotovo poznate. Potem pred kratkim je pri nas izšel roman Ogenj, ki že dolgo tli. Slepa pega je v bistvu kratki psihološki thriller o 3 prijateljih, ki jih potem v odraslosti razdruži umor enega izmed njih, pa potem iskanje krivca med drugima 2. Na desni strani je pa naslovnica finskega kriminalnega romana Cargo. Avtorja sta 2, ampak se podpisujeta pod psevdonimom Ama Ollikainen.
No, za tem imenom se skrivata Aki Ollikainen pa Mila Ollikainen. On je za svoj roman Narkousi prijel nagrado za najboljši finski prvenec. Knjiga je bila tudi nominirana za nagradi Feminina pa Man Booker. Ona je pa na Finskem zelo znana avtorica kriminalnih romanov. V Kargu se zgodba zaplete, ko sredi Helsinkov v kontejnerju najdejo moško truplo. Primera se potem roti kriminalistična inšpektorica Pavla Pihlaja, ki potem ugotovi, da vse sledi vodijo v Namibijo. Roman je prvi v seriji, ki je, to se pravi, začela nastajati in v kateri predvidevajo 3 naslove. Kar se tiče žanrskega leposlovja, bo potem v kratkem išel zgodovinski roman Poslednje kraljestvo Bernarda Cornwella. Gre za roman, ki opisuje bitke v 9. stoletju med danskimi vikingi pa Angleži. Okay, to je to, kar se tiče leposlovja. Med priročniki pa bomo v kratkem izdali Vijo vajo ven o motečem vedenju v šoli. To se pravi, gre za priročnik, ki je v prvi vrsti namenjen predvsem učiteljem oziroma vzgojiteljem. Avtorica je Slovenka Darja Barbarič Vesel, socialna pedagoginja, ki je zaposlena na osnovni šoli kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. Priročnik v glavnem skuša pomagati učiteljem oziroma vzgojiteljem v tem, da jim nekako predstavi, kako prepoznati nezaželeno moteče vedenje in potem kako se z njim tudi spopasti. Jeseni bo pa potem išel še najbolj zaželen otrok vseh časov ne spravlja v pamet. Avtorici sta 2 Nemki, živeči v Berlinu, ki sta tudi avtorici istoimenskega bloga. No in bralci bloga so jo prosili, da napišeta tudi knjigo. Knjiga je v prvi vrsti namenjena staršem, ki imajo trenutno otroke v fazi klubovanja oziroma trme. Staršem skušata pokazati, da obstajajo še druge poti spopadanja s tem motečim vedenjem, ne pa samo neki tradicionalni vzorci. Na levi strani imamo pa knjigo, ki bo v pomoč staršem dojenčkov, od rojstva pa do leta in pol starosti. Sam priročnik je na Nizozemskem velika uspešnica, ga imajo kar za nekakšno biblijo. Gre pa namreč za to, da so avtorji odkrili, da gredo vsi dojenčki skozi iste razvojne faze, v istem časovnem zaporedju. In ta knjiga v bistvu razlaga, kaj posamezna razvojna faza pomeni. In na ta način starše pomirijo. Po drugi strani pa tudi razlaga tem, kako lahko svojim dojenčkom pomagajo pri spopadanju s temi fazami. Tretja prednost te knjige je pa tudi v tem, da pa prinaša tudi nasvete za same starše, kako se oni lahko spopadajo z utrujenostjo, naveličanostjo, živčnostjo, ki jih seveda vse te razvojne faze prinašajo. Za konec pa še ta naslova planinske literature. Dolomiti po sledih prvopristopnikov. Avtorja sta se odpravila v vzhodne Dolomite in v knjigi zbrala zgodbe, ki zadevajo vzpone prvopristopnikov na različne tamkajšnje vrhove.
Knjiga je bogato opremljena tudi s fotografijami, aktualnimi fotografijami in na koncu so pa potem tudi portreti vseh teh tujih prvopristopnikov. Na desni strani je pa potem še naslovnica ponatisa Slovenske stene. Hvala za poslušanje. Od nas ste dobili tudi vrečko, tole modro. V njej je knjiga, sicer potopis Kje je Jan, Jana Konečnika. Jan se je približno 5 let nazaj odpravil na potovanje in potem v tej svoji poti objavljal tudi zapise na MMC portalu. No, lani jeseni so vsi zbrani skupaj, seveda v razširjeni obliki, pa z več fotografijami išli v tej knjigi. Jan je pripravljen priti tudi predavati v vaše knjižnice, pripraviti kakšen potopisni večer, tako da če vas kaj takega zanima, če je to za vaše knjižnice aktualno, lepo vabljeni, da nas kontaktirate, pa da se dogovorimo za predavanje. Hvala lepa, pa lep dan še naprej.